Lepo zdravo, dragi poslušalci, drage poslušalke, gledalci, gledalke. Dobrodošli v še eno oddaji More Than Networking. Danes je moja gošča, prijateljica Alenka Vidic Praprotnik. Dobrodošla. Živijo. Klej smo že rekli, da bo to po moje ena, ne vem, če koliko pa lahko resna. Od 1 do 10? Od 1 do 10. Zelo se bova Zelo se bova potrudila. trudila, da bo Mislim, zelo- da pa od 5 zagotovo. Težka bo. V glavnem, Alenka, jaz sem tako navadil, v glavnem, direktorica komunikacijske skupine O28, drži. Drugače si delala zelo veliko na televiziji, šola komunikacije, pa to vse danes predelala, je tako. Dejva. Okay. Tradicija je, da jaz vedno povem, kje sem jaz gosta spoznal, oziroma gostjo. In mi smo prej gruntali, zdaj ne veva točno, a je bilo to na združenju menedžerja na nekem dogodku, je bilo to v sklopu Yesa, definitivno sva se mrežila, pa so se tam spoznala, je tako. Ja. Špica, super. Si kul? Jaz sem super sem. Top. Evo. Glede na to, da zdaj moram ful merkati, kaj govorim, kako govorim, ker je Alenka ima svojo šolo komunikacije in se bojim zdaj, da me bo kleje, pač na koncu smo dobil kaj tic, resen Oceno boš feedback, dobil. oceno, kako mi gre. Ja. Zdaj bom tako zelo tako, odkrito vprašanje. Glede na to, Alenka, da posel zahteva ogromno časa, ogromno energije. Mamica 4 otrok, drži? 3, 3, četrti je Četrti je. pa od mojega dragega ampak še prej. 4 so bajti. 4 so bajti. Kdaj? Kako? Te nam malo to razloži. Ne vem, sklonirana sem, ne se ne. Veš kaj, jaz sem ugotovila, da takoj, ko sem dobila prvega otroka, svojega, bom rekla, biološko svojega, sem ugotovila, da se preleviš v guruja logistike, Okay. postaneš operativno neverjetno učinkovita oseba. In to je recimo ena zadeva, ki mi je popoln temelj. Jaz zelo rada si splaniram zadeve, konsistentno delam stvari, ni tako, mislim, je seveda zagotovo ogromno stvari, prepuščam včasih tudi malo na ključju kreativnosti in podobno, ampak sistem. Jaz sem si ustvarila pač sistem, ker drugače ne gre. Ne, pri 4 otrocih, pa pri poslu, pa pri ekipi, po moje, če nimaš urnik, je po moje nafilan od začetka do konca drži. Ja. Okay, glede tako, pač veš, da jaz mreženje, oddajo o mreženju, koliko te mreženje pomeni? Mreženje za vsakega, ki se ukvarja s poslom, pač popolnoma, mislim, življenjskega pomena. To je kisik za naš posel. Ali pa vsaj v mojem poslu, skratka storitvenem poslu, zagotovo je mreženje ena izmed ključnih točk, ki jih zagotovo moram imeti zelo dobro in splanirano in sistematično se lotiti teh stvari. Pomembno je, zelo pomembno. Pa sej, kje si vse aktivna? Jaz sem aktivna, zdaj sem najbolj aktivna, bom rekla, v združenju menedžer, zato ker sem v upravnem odboru sekcije mladih menedžerjev, sem tam izredno veliko aktivna, to pomeni od dogodkov do vseh delovnih skupin, vseh iniciativ. Potem sem aktivna že več kot 10 let, ampak tako zelo aktivna v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi. Tam sem bila v upravnem odboru 2-krat, potem zdaj vodim sekcijo za družbeno odgovornost in razvoj nevladnih organizacij. Tudi v Hajvu sem v komisiji za program. Ja. Zdaj pa vsaka zgodba s seboj seveda pripelje tudi neke druge zgodbe. Ne? Vsaka zgodba, nisi ti samo član, ampak ti si dejansko potem, če hočeš nekaj v resnici imeti, moraš dati. In to, ko daš, pomeni nekaj daš s svojim znanjem, svojo aktivacijo, svojimi resursi in časovnimi, finančnimi, po mojem, še najmanj tukaj. Skratka, če hočeš resno pač nekaj dobiti od skupine, moraš tudi dati in to zagotovo zahteva res pač angažma. Ne, pa tudi govorim zato, ker se s folkom pogovarjaš, pa ti pa reče, le nimam časa, ne, in pol jaz vedno tako, ko pomislim, rečemo, kar nekaj ljudi okoli sebe, ki ste, tako bom rekel, zelo busy, ne, pač valjda itak je posel, pa prava življenje, pa zelo veliko najdete čas. Tako da jaz pač posledično, se
tako organiziran kot ti, ampak imam pol, tako težko najdem izgovor, ne, za določene stvari, zdaj pa jaz, ne, po meni je redko, da izgovor nimam časa, ne. Klej po moje stvar sam prioritet, a veš, tako da. Ja, ne, to se pa popolnoma strinjam. Prioritete si vsak posebej zastavi. Zdaj, ali si boš ti sam postavil, ali pa bojo prioritete same sebi si postavili, ali pa ti jih bojo drugi postavili. Ta je še najboljša, kad ti drugi ti jih bodo postavili. In je dejstvo, da če ti moraš biti pač šef svojega časa in svojega urnika. Če ti tega ne boš naredil, z veseljem ti bodo drugi napolnili tvoj urnik, z marsikatero zadevo. Ne. Tako da jaz sem tukaj rigorozna okrog mojega časa pa mojih prioritet. In tisto, kar mi je prioritetno, tisto, kar mi je pomembno in res mi mora pri zadevah, mi mora klikati izven torej nekega rednega delovnika, vse to, kar pride recimo v čas mreženja, meni je pomembno, da s vsemi aktivnostmi, ki si jih lotim, da spreminjam svet na bolje. To mi je pomembno. Kar tako, na kavici se jaz dobivam s svojimi, res z družino, s prijatelji in podobno. Velikrat je tudi iz teh mreženskih zgodb, so neverjetni prijatelji, ne, pridajo iz teh zgodb, ampak ne, jaz si kar rigorozno določam vse tole. Daj mi samo povej, glede na to, da pač valjda, ko imaš enkrat tak prešer časoven pa to, ne, okej, kaj te premakne pri človeku, da rečeš, okej, on je pa zanimiv za še eno kavo, kaj tebe privlači? Da človek ve, kaj hoče, in tudi če nima čisto jasne slike, kaj hoče, da zna razmišljati širše. Ne? Čist recimo, ne klasično so kakšne mentorske kave. A veš? Recimo mentorske kave so tako, da je bistvena razlika, pa ti po mojem lahko tukaj potrdiš, ne rabi biti čist nič formalna zadeva. Ampak če človek pride in ni pripravljen nič na to in samo čaka, zato, da mu boš ti zadeve povedal, kako naj, tako moraš, to naredi in podobno, ne? Pa karkoli je že tema, je to, jaz vedno rečem, glej, zdaj je na tebi, lahko jaz prvo kavo na tak način naredim, ampak druga kava se pa pač ne bo zgodila, dokler ne bo nekaj konkretnega. Ne? Jaz res cenim svoj čas, moram ga ceniti. Ja, absolutno. Tako da, če ne morem spremeniti nobene zadeve na bolje, če imam jaz občutek, zdaj bo še nekdo prišel in je dal opico meni na ramo, svojo opico meni na ramo, je to pač nekaj, kar res ne bom sprejela. Pa se v bistvu štartu, jaz vedno rečem, izziv je, ko se ti začneš mrežiti, ne, pol loviš vse kave. Pol je fora sam, da greš na kavo, sam, da greš na dogodek. In to je tudi okej, čisto normalno, ampak hitro se tega siteš, ker spiješ pol 50 napačnih kav, poslušaš zgodbe, ki so tako, kaj sploh le delam, ne, in to vsi rabimo dati nekak čez, no. Glavnem, to pač, to je nek drill, pač, pa ne vem, šola ulice, kakorkoli, ne. Ampak absolutno, zdaj tako, še to pa greva pa mi malo na komunikacijo, ki ta da me ful zanima, ampak nikoli, če piješ kavo s ta pravo osebo, ti nikoli ni žal časa investiranega. In vedno ostaneš iz vsake kave tako, jaz resno mislim, ne vem, če sem imela kakšno kavo, ko sem se tam gledala, ne, in postaneš pol tako, ali se neka ideja zgodi, ali nekaj novega zveš, ali je, ne, mislim tako, in takih kav je, kolikor je premalo, ne moš jih pač veliko spiti, ker je pač valjda, in pa čez čas moš filtrirati, ne, skladno z prioritetam. Dejva tako, ti imaš šolo komunikacije in ogromno izobražuješ, veliko delaš na tem področju, glede na, dejva reči, poprečnega Slovenca dejva secirati, ne, kje dela največje fejle? Kje so največje napake, kaj delamo v komunikaciji? Mislim, da bi lahko rekla, da je to kulturno na Slovenca, recimo, če malo pobrskam zdajle po spominu, pa bom pobrskala po spominu. Mislim, kar se tiče komunikacije, je največja težava v mojih knjigah, to ni neverbalna komunikacija, pa ni kako lepo poveš, pa s kakšnim glasom poveš, ne? Da nima vsebine ljudje, da se ne pripravijo na vsebino. Ko jaz vem, kaj hočem povedati, ko se jaz pripravim na vsebino, ko jaz verjamem v vsebino, takrat bom bistveno lažje, bo vse šlo zraven.
Mi smo neverbalne komunikacije navajeni od otroških, mislim, ko smo bili dojenčki. Ne. Mi znamo povedati zadeve, takrat, ko smo odločni, verjamemo v sebe. Ne. Ja, taj dobro. In če nisi najprej vešč, oziroma da se ne seznaniš z samo vsebino, potem boš zelo težko zagovarjal neke zadeve. Ti lahko v mreženju razlagal ure in ure, ti imaš recimo tudi dolge delavnice. Lahko ti govoriš o teh zadevah ure in ure, ne da bi vedel, kaj govoriš. Absolutno ne. Ne, pa si se konc koncev ti vidiš, a ima en strast v očeh, nima. Ja. Ali sploh veš, kaj vidiš, ko ga začneš spraševati. Dokler on govori naučeno, to pije voda, ker pač on govori kot on monolog, pa imamo dobre retorike, to jih ti prej še bolj prepoznaš kot jaz. Ja. Ampak problem je, ko pa začneš pa v globino iti, Zmanjka. In rečemo, to je ta fora zdaj še. Kam bo to šlo v prihodnje? V prihodnosti, zato ker zdaj imamo, ne vem, umetno inteligenco, ChatGPT, Madonna, jaz sem lahko ne vem, če se kom rekel, v 2 tednih sem lahko na online doktor ginekolog. Koliko jaz lahko informacij dobim in sebe zbildam v duhu, da sem jaz ekspert za nekaj. In po mojem bo ta velik razpon med tem, kaj predstavljamo na online in kaj smo dejansko, ker zdaj pa triki o tem, pa Klemen, zdaj ti pomagi. Jaz lahko outsourcam, da me nekaj napiše. Jaz lahko outsourcam, ne vem, mi bo po fotku. To vse lahko. Veliko lepši foto naredil pa video, kakor ga jaz naredim. To lahko. Pa ne more on iti namesto mene na oder. Ali pa na sestank. Pa nekaj povedati. Veš, to pa težko, to moraš pa sam. Kako imaš ti kle challenge s folkom, da dejansko te stvari ozavestijo, oziroma kako jih priješ do tega, da se premaknejo kle naprej? Kar se tiče komunikacije ali pa učenja komunikacije, jaz vedno delam, mislim, največkrat delam z višjimi executive level. Okay. Recimo, ne vem, uprave, board -1, tam nekje, ali pa recimo zelo talentirani posamezniki znotraj firm. To so ljudje, ki imajo, naj bi imeli, ampak največkrat imajo vsebino. Oni imajo širino. Oni morajo se predvsem fokusirati na to, da ti, ko podajaš neka sporočila, moraš poiskati tudi fokus. Ne, moraš vsega povedati. Ti ne moreš začeti, ne vem, če sva čisto iskrena, pri točki A pa končati pri Ž, zaradi tega, ker boš izgubil svojo publiko vmes. To ti, ko se govoriš in razlagaš, se odločiš, kaj boš imel na delavnici za nekaj točk, ki jih želiš, da se ljudje zapomnijo. Ko mi pripravljamo ljudi na recimo krizno komunikacijo, na izjavo, ki jo bodo dali za novinarje, oni morajo se sfokusirati na nekaj, na samo nekaj točk, ne na celotno širino. Ja, potem, ko je intervju, imaš možnost bistveno bolj v globino iti z vsemi zadevami. Tako da vedno je, mislim, največji challenge pri tem segmentu je zagotovo, da najdejo dober fokus. To in da absolutno govorijo po resnici, ker zdaj, če ne zdaj, če ne zdaj, res je pa, smo pa 24/7. Je ne. 24/7 si ti nekje, vsak ima pameten telefon, pofotka, poslika, pove, objavi in je to že na medmrežju. In moraš biti res pozoren. Tako da zelo hitro potem informacije zaokrožijo naokrog. Če imaš recimo, ko se pa nekdo uči, pa štarta, ne? Recimo so pa tudi taki programi, kjer se lahko z zelo začetniškimi ekipami ukvarjaš, ali pa nekdo, ki se prvič ukvarja s prezentiranjem česarkoli že, ne? Tam moraš pa res iti najprej osnove, da se dobro počutijo in začeti z nekimi majhnimi drobci, ki jih potem oni sestavljajo. To je proces, to učenje je proces. In ni nobene čarobne palčke, to vedno rečem, ni čarobne palčke, zaradi katere, ker boš en trening, eno delavnico naredil, pa ne boš potem tega uporabil, je podobno kot, pa verjetno imamo tukaj tudi zelo podobno zgodbo, pa se že pogovarjala, jaz grem lahko 25krat na teden trenirati noter v telovadnico, ampak to ne pomeni, da bo moj klient imel top
postavo. Ja, Ne ja. bo imel. Ja, to je, jaz sem mičkem folko, da mislim tako, se pogovarjam, rečem, danes na YouTubeu najdeš, da rečemo, ko ste imeli telovadbo, najdeš ogromno na svetu, vse. Lahko ti coacha najameš, trenerja, se derete mlate, drillmeister, se derete, pa gumno skleco, pa noben ne more narediti na mest mene in zato ima te stvari, ki jih mi da počneva, je full challenge, ker jaz vidim, ko jaz predavam, ko govorim, meni 90% ljudi kima. Daj dobra. Pa dobro se sliši. Ja, pa pol implementirati je pa cel problem, ker zato, ker noben ne more to namest njega narediti, ne. Veš, in isto je to tako, veš. Da mislim še ena stvar, tako, ko zdaj pogovarjamo o komunikaciji, jaz mislim, da mi tako overall napač, premalo komuniciramo, ne. Jaz mislim, se da marsikaj rešiti preko komunikacije osebne, ne prek mailov, prek SMS-ov pa to. Ampak dajva tako, kaj je tvoje mnenje, rečemo kle, ko se mrežeš, ne, okay, daj ti pa, kako se ti predstaviš, pa te bom pa še nekaj vprašal. Ko ti nekoga spoznaš, kaj ti rečeš? Me, priimek, odkot sem, te zelo klasične zadeve, ampak običajno sebe začnem zelo hitro o ljudeh pogovarjati, o njih, njih spoznavati. Ampak imaš kakšen stavek vnaprej naučen pa... Ne vem, strateško komuniciranje, to zelo kratko. Ja, ne, ker ful velikrat mešajo, ko govorijo o mreži in rečejo, da moraš imeti svoj pitch. Ja, in jaz tako rečem, kakšen pitch, se nisi na stageu, ne rezaš denar, razumeš? Mislim, zdaj pitch, glej, če bi jaz jutri imel startup, pa stopil na oder, ne, pa mislim, da nimam problema s tem, pa stopil na oder, pa moram zdaj pitcha za, ne vem, 100 evrov, milijon, kakorkoli. Jaz bi najdel najboljšega coacha za pitch. Jaz v tej točki zdaj ne bi šel kar sam neki gor. Ker ta pitch gor ima neka svoja pravila, neke zakonitosti. Ne? Ampak ko se pa mrežeš s folkom, pa si na nekem dogodku, ali se pač tako, pa please, ne imeti nočenega stavka. Mislim, meni je ne... Jaz sem recimo skozi leta ugotovila, da me izjemno moti, ko ima nekdo trp in je tako uniformirana zgodba. Ja. Ok, sem še salutirati moram. Ne? Pa brez, se nekje moraš začeti. Tudi midva sva začela, pa pred leti, bi morala tako narediti, pa prebral si eno knjigo, pa je bilo, ok, bom poskusil na tak način. Sicer tistih 5 let nazaj, ko sva začela. Se ni pač meni problem, se jaz ne rečem, jaz pač sem pravim, drugače se boš predstavil ob 9 zjutraj na sestanku, ne vem, podjetniškega zajtrka ali pa na Bernardinu na terasi ob 1 zjutraj, ko imaš pa dejansko... To ni več gala. Ja, ni več gala, ampak je čisto drugačne. Veš, moraš biti malo čim bolj avtentičen. Pa to, kar si rekel, ful dober nasvet je, da pač enostavno čim prej nekaj govoriti o sebi, čim prej sprašuj človeka, da ga spoznaš, da vidiš, aj sploh primeren še za kakšno kavo, za kakšno druženje. Ja. Veš kaj, ljudje radi govorijo o sebi, jaz bom tako rekla, ker mi vedno vsi me prepričuje, kako jaz to nisem. Jaz sem introvert. Ne, no. Ja. Kako? Pa sem. Jaz sem introvertirana oseba in to ne pomeni, da ne znam skupaj sestaviti nekaj stavkov. To ne pomeni, da jaz ne moram biti pred 500 glavo množico, pa imeti delavnico, ali mislim, ne delavnico, pač neko predavanje in podobne zadeve. Ni me strah biti na televiziji, ne? Ampak pač samo energijo, ki jo recimo porabim za to, da se družim cel dan, je za... da nima mojega moža, on cveti po tem podruženjih. Jaz pridem pa, zdaj se moram pa malo spočiti. Okay. To je razlika. In vsi mislijo zelo zmotno, da introvertiranost pomeni, da ti ne moreš, oziroma da te sram, da te strah, da nočeš nastopati in podobno. Jaz imam pač samo, kar se tiče, veliko več energije gre. Jaz razmišljam vmes, ko nekdo nekaj razlaga. Jaz iskreno sprašujem stvari, ker me iskreno zanimajo. Jaz sem iskreno, nedolgo sem posnel pač eno oddajo in sem pač en od mitov je bila fora, da samo ekstrovertirani ljudje so v dobrem mreženju in jaz verjamem zmotno.
če je ekstrovertiran, je ponavadi bolj šlampast, bolj je površinski, ne gradi globokih odnosov in ta na koncu se prekuri, prematra, investira preveč časa, energije in dejansko ima preslabo mrežo ponavadi, ker je posod, pa ga kjer ni. Introvertirane osebe, jim tako rekel, če si introvertiran, si zelo blago in introvertirana, ker gunik so res introvertiranci, rabijo ogromno časa, da te spusti not, ampak ko te spustite, pa pač pol, te pa spreme pol, pač čiz za svojega. Daj mi samo tako povej, če ima midva en tak primer, midva nimava problem v komunikaciji, pa ta osnova komunikacije se gleda v oči, vsakič se objavlja, stisneva roko, to, ne. Par takih čist simpel nasvetov za nekoga, ki šele vstopa v ta svet. Veš, kaj je osnovna higiena v komunikaciji? V komunikaciji takrat, ko recimo prideš nekam in se moraš predstaviti, Bistveno je, da bom rekla, ljudje zmotno mislijo, da javno nastopanje pomeni samo tisto, ko se postaviš v Galusovi dvorani na oder in imaš celo dvorano pred sabo in to je to. Ali pa ko je neko odpiranje trgovine in ima potem predsednik uprave nagovor. Ni to javno nastopanje. Javno nastopamo mi ves čas. Mi dva zdajle javno nastopava. Ne? In je dejansko ključno, da smo pri tem, čisto za začetnike, jaz vedno rečem, na 3 segmente moraš biti bistveno pripravljen. Eno je, da se zavedaš, kaj dela tvoje telo. Od mimike, gestike, kako stojiš. Če te zebe. Skratka, to je, kar se tiče neverbalnega komuniciranja. Bodi pozoren na to, kaj dela tvoje telo. Mi, ko smo v sproščenem stanju, roke delajo, telo dela. Ne glede na to, si ultra introvertiran ali pa zelo ekstrovertiran. Ko si sproščen, je tako. Okay. In takrat, ko pride pa, ko je pa večji pritisk, ko je pa TV, ko je kamera, ko je oder, ko je pogajanje, ko je pač par ljudi več, ali pa je neko okolje, v katerem se ti ne veš, kako bodo ljudje reagirali, ne? Tam pa vsi postanemo tako zelo... Kam dajo pa roke? Kva delajo z roke? Roke dajo v žepe, roke dajo jih skrivajo za hrbet, odvisno, ali recimo, ne vem, jih dajo za hrbet, imajo tisto fuzbalersko držbo, to imate moški nenormalno radi. Res, ko stojijo in potem imajo tako roke tako pred seboj. Kaj pa gonafora kao? Potem imaš vse te mudre zagovor, tako moraš držati roke. A ti razmišljaš kadarkoli, o tem, kaj delajo tvoje roke, ko si sproščen? Ne razmišljaš o tem. To je dobro. In to je... Sorry, Lenka, ampak to je čisto isto, ko gledaš one fotke, veš, kaj fotka pa je. Daj se fotkaš, tako da, resno. Tako. Dejno, resno. Tako jaz ne vem. In po moje, manjka nam te sproščenosti, no. A veš tisto, zdaj moderno reče avtentičen, bodi sam, bodi ti. Sproščen moraš biti, sproščen. A si lahko na ukaz sproščen takrat, ko je recimo, ko imaš na tnalu pač tvoj posel, ko moraš a boš dobil ta sestanek ali ne boš dobil, a bo dober ta pitch, a bo je sprejel tvojo poslovno idejo. Ne, sam moraš. Zato pa jaz vedno rečem, da je kilometrina tukaj le neka zgodba, ki je tudi zelo pomembna. Skratka, najprej govorimo o neverbalni komunikaciji. Tisto je ključno. Ko nekdo vidi iskrenost, na drugi strani pač, tudi pove, glej, zdaj nas je pa kar veliko, sem kar malo nervozna postala. Bodo vsi sprejeli, bistveno bolj. Se koncu to tudi vidi, veš. Točno to. Se ne moreš skriti. Druga zadeva je glas, drugi segment je glas. Jasno, izgovarjanje je ključno. To, da mi ne vemo, da požiramo besede, da govorimo zelo zaprto, da nas ljudje ne razumejo, je problem. To je zelo podobno, kar rečemo Uki, kar reče, da je zvok ta dejansko zelo pomembna stvar. Če ni zvoka, sliko še nekako ti lahko človek malo oprosti, če je slabša kvaliteta, ampak če ni zvoka, da te absolutno mora biti oboje, da imamo zdaj. Jaz sem recimo ravno pretekli
prejšnji teden enkrat, čisto na začetku smo imeli en event in je bila okrogla miza online. In krasna gospa je tudi govorila na tej okrogli mizi skupaj z mano in je imela slabo povezavo. In jaz sem bila tako, prav nesrečna sem bila, ker tisto, kar je ona govorila, je bilo res pametno, dobra vsebina je bila, ne? Vendar, a veš, tisto, ko skozi nekaj prekinja, no to. Lepa slika je bila pa super. Slika je bila pa the best. Tako da je pomembno. Mislim, kar se tiče samega glasu, v glasu se pozna, kakšno je naše psihično stanje. Ker jaz ne bom govorila, da sem izjemno, zdaj, če imaš ti občutek, da sem jaz imaš občutek, da sem pod stresom. Pa tudi, če ne bi gledal... Jaz sem pod stresom, ko si zdaj. Ne, zdaj če zvija. Valjda. Vse ta... Ti, ko bo tvoja žena tebe poklicala po telefonu, se ji boš javil, se bo kaj zgodilo. To sem sploh pod stresom, kaj še imaš? Ne poznaš Mirjane? Kaj se bo zgodilo? Ti boš po prvih 3 besedah vedel, v kakšnem stanju je. Ona žalostna, vesela, jezna, ali ti je, boš, da greš zdajle domov. Ko pa Taša pokliče, pa vem, v kakšnem stanju je. Tam sploh ne rabim. Tam sploh ne rabiš niti besede. Ne, hecam se. Ne, ampak se strinjam, tako da to bi kdaj bi morali mi začeti dejansko razmišljati, delati, se ukvarjati z samo komunikacijo. Kdaj bi morali te skillse razvijati? To je svoj čas. Ne, ampak strateško. Dajmo povedati tako, aj to zdaj osnovna šola, srednja šola, faks. Osnovne šole. Hvala Bogu, zdaj recimo jaz gledam svoje tamale, jih spremljaš tisto, ko se moraš, imam govorni nastop, in jaz že zdaj jim bodi pozoren na te pa te zadeve. Bodi pozoren na to pa to. Skratka, torej, še enkrat, če narediva neverbalna komunikacija, kakšna je tvoja prezenca, kako stojiš, ali si ti skrit, ali si ti odločno prideš. Jaz govorim o tem, da si naduban. Valjda itak, Ne govorim o tem, jaz govorim o tem, da je vse, da moraš najti pač iz pete potegniti odločnost. Pa ampak vse ti, ki prejš v prostor, ti zelo hitro vidiš, a je nekdo prišel sproščeno, samozavestno, nenaduto, tekle je tenka linija, in je nekdo prišel zato, ko on hoče biti tam. Ali je nekdo tank zato, ker mora biti. In ti pač samo te pritegne posameznik, ki je sproščen, simpatično odločen, ki zna v komunikaciji tudi kaj vprašati, veš, da ni sami celo about me, ki zna narediti tako, da se v komunikaciji sogovornik prijetno počuti. In še en tak challenge je, ko so ti dogodki, rečemo, ampak ponovadi je to kratek čas, ko imaš ti možnost se povezati. In tam ne moš celega boga narediti. To je 50 minut nekega small talka in to je to. Pa greš naprej. In pa letiš naprej. Pa če nekdo simpatičen, pocuka z rokav, reči ti, lahko si, ne vem, pač zamenjava kakšen kontakt, zdaj lahko, ali je to zdaj Instagram, ali je to zdaj LinkedIn, who cares, zmeni se kontakt in pa naredi follow-up, pa leti naprej. In tle po moje ta del, ko si rekla, ta sproščenost. Ampak če gre samo še en korak nazaj, kar je ful pomembna stvar, da imaš vsebino. To je tretji del, Ta del mi je tak. Brez tega ne moreš. Sam je to res. Jaz si zdaj predstavljam, da je pred mano nekdo, ki je prazen, se nimaš na kje obesti. Prej si zelo dobro rekel. Jaz lahko naštudiram marsikaj. Mislim, George Clooney je bil tudi vrhunski v IR, pa se mu ne bi dala operirati. Je bil prepričljiv, glas je bil vrhunski, vsebina ne funkcionira. Vemo, da ne. Ampak vsebina je tista, okrog katere sem jaz vedno rečem, dajte obrniti logiko. Mej vsebino. Tvoj content mora biti dober. Najdi fokus, da se uči tukaj. In AI bo definitivno nam je prinesel marsikaj, širine informacij. Mi imamo porast informacij že ne vem koliko časa z internetom. A se spomniš, pač mi dva sva še hodila v knjižnico, vse zadeve. Mislim, jaz nisem hodil v knjižnico, eni so.
Ti si. Jaz sem že hodila v knjižnico in sem iskala tam, časopiski, levo, desno, pač ja. Koliko sem izbral? Ker je bilo zabrano znaško, ker smo morali za šolo in še to se spomnim, sem šel za Soro, za tem, da sem se in potem imel igre, 10 strani bom prebral, pa bom šel pa igrce, Commodore 64 po te neumnosti. Ne, ni bilo kulture branja, ne, a veš, ni bilo tega, ampak ja, valjda, je pač ni bilo dejansko, nisem imel toliko dostopnih informacij. Jaz sem enega poslušal, ki je tako, ampak že vrsto let nazaj rekel, tako roko je pokazal, pa je rekel, človek, kle smo mi pri informacijah in to kar leti, koliko absorbira informacij. Mi smo že leta nazaj, je bil človek do te točke, da ne more več absorbirati. Točno to. Ne? In dejansko, po moje, AI bo to sam še pojačal. In po moje bomo iskali sam take pristne ljudi, seveda, ki pač ima neko. Je pa res tudi, di sam še eno stvar, da nam sam zapletel se preveč, da nam šel nekam, to sem ti hotel vprašati. Koliko je ta prvi vtis pomemben, ne? In kad ti v komunikaciji, kako ti pripraviš ljudi na prvi vtis? A lahko kava? Seveda lahko spiješ, to je skuhana. V res lepi šalčki, fumaš lepo šalčka. Ja, boš dobila eno za domov, veš. Res, odlično. Kar se tiče prvega vtisa, prvi vtis je dejstvo, obstaja tisto, ko mi nekdo reče, je neka težo, drži tisti rek stari, ali pa tako, kot smo vedno govorili, ne moreš popraviti prvega vtisa. Ja, lahko, ampak veliko energije boš ti v to zadevo dal. In je zelo povezano z našimi možgani. Mi se lahko, recimo, kar se tiče razumevanja, zakaj je ta prvi vtis tako zelo pomemben, ne? Se moramo pa mi že v pradavnino, oziroma do pračloveka se moramo v bistvu sprehoditi nazaj. Zakaj? Zaradi tega, ker pračlovek je moral, takrat, ko je, ne vem, če si predstavljamo na 200 metrih videl nekega drugega pračloveka, ki mu hodi nasproti, je moral on 2 zelo pomembni odločitvi sprejeti v tistem trenutku. Ne? In prva odločitev je bila, ali ta človek tamle, ki se mi približuje, ne, po stepi, ali kjerkoli so že hodili, ki se mi približuje, ali je to prijatelj ali sovražnik. To je bila prva odločitev, prva ocena, ki je moral zelo hitro narediti. In druga ocena, če je sovražnik, ne, me lahko premaga ali ne. In če sem ga lahko premagala, sem šla v boj. Če sem ocenila, da ga ne morem premagati, sem šla v beg. In tisti ljudje, ki so bolje to ocenjevali, so preživeli in je šla generacijsko zadeve, so šle pač naprej. Imamo še zmeraj v malih možganih. Ne? Mi zelo hitro naredimo te ocene. Ali je boj, ali je beg. To še danes delamo. Nimamo več nekoga, ki pač z nekim kolom laufa za nami, ne? Imamo pa, ja, za nas je isto, kot da bi prišli v votlino in videli. Ampak kaj bi ti svetuješ enemu? Ne vem, imaš neke tips in tricks, kako se na to lahko pripraviš, ali je to, ne vem, spij enega tam v zunaj, pa pet. Ja, prosim, ne. Te naheca se na dena. Ja, ni rešitev v alkoholu. Ne. Sem mislil, da mu enega shortcut naredili. Ne, prva zadeva recimo je očesni stik. Okay. Kakšen imaš ti izraz na obrazu? A si ti namargoden, si dobre volje, ali kažeš tisto resnost, jezo, karkoli, pač na obrazu se poznajo zadeve. Ne? Okay. Ne, ti človeka pogledaš v oči. To je to. Druga zadeva je rokovanje. To je pomembno. Tako, vse veš, ne, ti zihar o istih zadevah se pogovarjamo, ampak ljudje dejansko, jaz že zdaj svoje otroke učim, kako se rokuje. Ko pridajo ljudje k nam domov, želim, da pridajo in če jih ne poznajo, se predstavijo. Ja. Živjo, jaz sem Lev. Ja, jaz sem zadnjič tukaj slekel očesni tik, sem tukaj, da se nas oblazalo mi da greva večkrat na kavico zjutraj, ona gori pravi zali oči me gleda. In da je to, ker to, mislim, ne vem, ogromno poveš z očesnim stikom, z dotikom, ker si daš roko, je pa ponovadi jaz, ko predavam, res ti, pa ne zdaj si rekel, zdaj ne rabiš lih pokazati, da si prišel s fitnessa, ne? Da žensko, da pa ne, na drugi strani nekoga daš čisto podrejeni položaj, ne biti pa ka mrtva riba, kar reče. Ker je dejansko, ko to potestiraš, ko daš eno roko, bolj tako, ne, ka mrtva riba,
ti vidiš, kako človek naredi takole, kot bi se hotel umakniti, kot da bil. Mož biti, je pa res, da s tem, ko priješ samozavestno odločno, stisneš oko, ne vem, to pomeni, če te pogledam v oči, ti na en spoštljiv način stisnem roko, je to zaprl tis, pa seveda pozitivno mimiko obraza good enough. Ne, good enough. Je pač, to je osnovna higiena, ko smo rekli pri neverbalni komunikaciji. Torej. Potem imamo glas, boš ti te boje slišali, te ne boje slišali. In kaj boš povedal? Saj, ime, priimek, to, da te slišijo, je zelo pomembno. Rečeš, Boško? A rečeš, živ, jaz sem pa Boško. Nekaj čist drugega. Jaz mislim, da to začetek rečemo čist dost, pa letiš naprej, vse vedno se pohecam, veš, zdaj, ko nekaj na dogodku pa te vpraša, s kje si ti, to se vedno pohecam. Jaz pa rečem, s Kranja. In je to en tak moment, malo jih daš ven iz te, veš, da malo razbiješ to, če vidiš, sploh kaj, jaz sem še ta izziv, pa isto, kot ti, ko si na odru, pa ti folk pristop, vidiš, kako ti pristop z nekim, da je preveč spoštovanja. No? Ti si bolj tako malo prestrašeno, rečem, da je v redu, skoliri se, da no. Pač tako, veš, da sem pol jaz tisk, ko skušam sprostiti debato. No? Ampak jaz mislim, da je to prav. To je sem že bila recimo velikrat skozi leta, sem bila priča, kako so ljudje, s katerimi recimo si bil na dogodku, si se pogovarjal, tako pač ena družbica, se pogovarjaš, pride nekdo, vidiš, da išče pogum, ne? Kako ga sprejmeš? A mu ti pomagaš? Daj, bodi dober človek, prosim lepo. In kolikrat se je že zgodilo, da je bilo recimo, ne vem, si se pogovarjal tam z ne vem, so bili kolegi in pristopi moški in je bila popolnoma drugačna. Pač oni so ga tako. Dobesedno tako je bilo. Mislim, ravno to, da ga niso kam v trgovino poslali. Jaz sem par strank dobil na ta način. Resno, ko sem videl, ko priješ ti, ko nekdo je sam, veš, in ti v družbi in ti vidiš, kako mu je nerodno, ne? In jaz se pol odprem, pa rečem, da lahko stopiš kleno. Živ, jaz sem Boško, to je Alenka. In načeloma, in to so ti ful hvaležni. Ker je dejansko, kot prvo je tako, bilijon ljudi to ne dela, sploh ne hodi nikamor, ker ima ful problem prideti. In pa, ko že dobi ta pogum, ne, pa da pride nekam in pa ga še takole, če se ne čuti sprejetega, pa se nikamor ne premakne. Deva sam še, veš, da so že čist pod koncu. Kako? Vse so komi začele. To je tako dobro, ne boš hotela še enkrat prijeti. Bom še enkrat prijeti. Edi mi sam tako povej, delaš sam še enkrat tako. Dej se nazaj, stara si 18-19 let. Dejansko ta tin obdobje, ko greš ti na faks, ne, takrat po mojem mislimo, da smo si že tako zelo zreli, zelo pametni. In če bi lahko ti dala sebi en do dva nasveta, ne, glede na to, ker izkušnja imaš zdaj, kaj bi rekla? Kaj bi si? Faks je bil tako. Kje nasvet bi si dala? Jaz sem imela kar dober ta vzpon. Mislim, prihod na faks. Nisem imela nekega takega dramatičnega, oziroma zelo hitro sem tudi začela delati takrat na TV-ju. Tako da sem imela krasne sošolke, ki so me informirale, da bo treba oddati neki, tukaj nujno pridi. Ampak gremo tako, zdaj vrš se v posel. Ampak, ta del. Predvsem bi si rekla, pejdi naokoli, Alenka. Ker na začetku poslovne poti svoje je bilo pa, takrat na televiziji se mi zdi, da sem plavala in pač nekako je celotna zadeva se skoraj 5 let je bila res tako, ne vem, faks, TV in to je bilo to. Ne? In super funkcioniralo vse skupaj. Potem, ko sem šla pa v posel, je bilo pa kar naenkrat, veš, nekega tistega, ne bom rekla klasike, kar se tiče faksa, ampak na faksu si točno drugo. Imaš predavanje, se moraš učiti, imaš izpite, greš naprej. Ne? In potem se ta struktura se v enem trenutku zaključi. Tisto absolutno poznavanje tega, kako na televiziji funkcionirati, sem tudi zaključila, ker sem si sama rekla, fino bi mi bilo, da
dokler sem študentka, potem pa bom resno razmislila, želim biti naprej na TV-ju. To pač ta razmislek. In ko sem dobila priložnost v odnosih z javnostmi in tam štartati, in sem se res zaljubila v agencijski PR, je bilo to zame vrhunsko. In jaz sem delala na vsebini in na pridobivanju znanja in na študiranju. Jaz sem imela vsako zadevo, sem šla na 120% naštudirati. Pozabila sem pa ta del z mreženjem. Zelo pozabila. Zelo. In jaz sem med tistimi, ki jim je neprijetno bilo, ko sem prišla na dogodek, nek poslovni dogodek. Veš, prej si bil iz TV-ja, pa so vsi poznali, pa zmeraj si šel z neko družbico, ne? Z leti se je že uskladila neka družbica, tako da ti je bilo neproblematično na katerikoli dogodek, ki ga gledamo potem po raznih TV-jih in podobno. Ampak poslovni svet mi je bil pa čist nekaj drugega. In mi je bilo, moram priznati, neprijetno, ker je prav tista introvert v meni je kričal vsakič, ko je moral nekam iti in je bil, ne, a moraš res, a si prepričana, kaj pa, če bi še malo naštudirala. No, ampak to, da ta drznost, pejt, verjemi mi, 80% folka ali pa 60% folka je tam na isti, s kom sem pogovarjal? S kom bom prišel? Kaj bo? Zmeraj se bo najdlo toliko in toliko ljudi, ki je v istem šmornu kot ti, ampak ti misliš, pesmo. Da si edini. Jaz sem edini. Ja, se to lifo. Tudi če priješ na en tak dogodek, imaš feeling, da vsi tebe gledajo, pritek tebe ne gleda, ben te ne porajta. Točno to. Ti misliš, so pa vse luči k tebi usmerjene. Vse luči so k tebi usmerjene, skratka niso, ne, in to, da bi prešla, pa da bi sproščena. Ja. Malo preveč si bremena damo, ne? Premalo gremo uživati, premalo se gremo zabavati. Ne? Ti greš na event. Jaz grem na event ali pa recimo na kongrese in podobne zadeve. A je 100% predavanj super? Ne. Ampak moja naloga je, oziroma jaz sem si vedno dala en tak izziv. Glej, čisto vsakega, pač katerokoli predavanje poslušaš, katerokoli pogovor poslušaš, tudi če ti je pa popolnoma brezvezna vsebina, nekaj se boš naučila iz tega. Ja. Pa tudi, če samo tako se ne dela pri nastopanju. Ta je dobra. Tako da definitivno mi da so še morali dobiti. Mislim tako, še kakšno dajo posnet. Hvala. Tako vesel sem, da sva se ujela. Po mojem imamo ogromne ene vsebine, ki je bila koristna meni in poslušalcem. Imaš kakšno zaključno besedo, bi še kaj povedala? Ne, ker se veš, mene ne boš ustavil. Drži, ok. Ja. Hvala, ker si bila časovno v redu. Časovno v redu, top. V glavnem, hvala, ker ste najo poslušali, gledali. Če vam je to cool, dajte lajka, šerat, komentirati, ne pozabiti slediti Alenki, LinkedIn, Instagram, kje smo še? LinkedIn, Instagram, Facebook. TikTok še nisi? TikTok sem. Si? Ja. Pa gremo še pa na TikTok, tako da mi se pa zelo privatne zadeve. Uživite, hvala.